publicistično zelo dejavni. Kaj vas je spodbudilo k temu, da ste napisali knjigo, ki opisuje trdno pot slovenskega naroda do lastne države in njenega mednarodnega priznanja, pa tudi politični razmislek o sedanjosti in prihodnosti? Hvala lepa za vprašanje, lep pozdrav vsem skupaj. Veseli me, da sem v tako dobri družbi. In seveda veseli me, da je danes pred vami, pred javnostjo, moja nova knjiga. Če koga še muči vprašanje, kaj pomeni 176. članica, naj povem, da je to Slovenija, ampak večinoma mislim, da ste to oganili. Glede vprašanja, kaj me je spodbudilo k pisanju te knjige, oziroma kaj je, tako rečem, njeno bistveno sporočilo, bi rekel, da je nastala iz neke zadrege, ali pa zaradi, kaj ne rečem, spoznanja neke zadrege. Mislim, da je zdaj že nekaj let tega, ali pa se celo stopnjuje, nastala zadrega, zadrega, ki bi jo jaz označil kot zadrega zanikanja in zavračanja. Seveda, nekateri se sprašujejo, to je zdaj bistvo mojega odgovora na vaše vprašanje, nekateri se sprašujejo, ali smo, oziroma trdijo, da nismo ravnali prav, ko smo se, na primer, na plebiscitu leta 1990 odločili za samostojno državo. Po drugi strani imamo oprav z neko domnevo, da ni šlo za uresniti za neko novo državo, ampak za nadaljevanje slovenske države, ki naj bi jo bili ustanovili leta 1945. No, s tem v bistvu že odpiram vprašanje, ki se večkrat pojavlja, namreč dilema ali pa izbira med osvoboditvijo in osamosvojitvijo. Da ne bo nobenega dvoma, med tema dvema pojmoma oziroma tema dvema dogodkoma je velika razlika. Prva, namreč osvoboditev, je nastala iz revolucije, druga pa iz demokracije, iz samoodločbe in parlamentarizma. Če pogledamo 200 stoletje, je zanj značilno, kako ne rečem, kar srdito bojevanje med komunizmom, fašizmom, nacizmom in parlamentarizmom. Nekateri avtori, denimo Philip Bobbitt, ameriški zgodovinar, trdi, da se prva svetovna vojna končala šele s padcem Berlinskega zidu, s čimer hoče reči, da je na vse zadnje po dolgih mukah vendarle parlamentarizem, ki je bil tako zelo ogrožen v 20. stoletju, zmagal. Skratka, imamo opravto prav z, če zelo poenostavim, z bojem med neko vizijo demokracije, parlamentarizmom na eni strani in drugimi izmi, kot so komunizem, fašizem, nacizem, torej na drugi strani. Zdaj, zakaj sem se zakaj sem se lotil tega pisanja? Zato, ker sem tudi imam pogoste stike študenti, predavam na 2 fakultetah in torej ne samo, da sem se pripravljal za to, da jim bom nekatere stvari povedal, ampak iz njihovih vprašanj in iz njihovih zadreg tudi ugotavljam, da je vedenje, da je poznavanje slovenske zgodovine, predvsem pa poznavanje samostojne države relativno slabo. No, in še nekaj bi rekel, potem, ko sem, vi ste omenili knjigo, torej Skrivnost države, po tistem času sem jaz odkril še nekaj novih dokumentov, nekaj novega gradiva, ki je zdaj v tej knjigi predstavljeno. Toliko za začetek. Ja, da me lahko nakratko. Ja, zdaj, naslov te knjige je Negotovo življenje. Zdaj, negotovo življenje ali pa negotovost ima 2 pomena. Po eni strani gre za neko, kaj ne rečem, tvegano ali pa težavno življenje.
po drugi strani pa gre za nedokončano življenje. Mislim, da zgodba o slovenski državi še ni končana. Mi smo si to državo pač v začetku predstavljali na nek način, se spomnim, kakšne so bili problemi oziroma kaj smo mislili leta 87, recimo, ko smo sestavljali 57. številko Nove revije. No, od takrat naprej seveda so se stvari bistveno spremenile. Naj spomnim na to, da so kritiki 57. številke Nove revije, zelo pomembni državniki, politiki in tako naprej, ob izidu, ko so bila tudi z Grafenauerjem odstavljena kot urednika, napovedali, da bojo storili vse, da se ideja o slovenski državi ne bo nikoli uresničila, da se to, kar piše v 57. številki, nikoli ne bo uresničilo. Rad bi opozoril že spet en mehen, kaj ne rečem, ena fusnota iz zgodovinopisja. Ideja o odmiranju države, da se državi odrekamo, izhaja iz anarhizma. In ni slučajno, ni naključje, da so slovenski komunisti, slovenski marksisti tako zelo, bi rekel, pogumno segali ravno v arhiv ali pa v zakladnico anarhizma. No, po drugi strani pa seveda, že spet govorim o sporočilu te knjige, je to precej konstruktivna knjiga o prihodnosti. Če je za našo zgodovino bila značilno neka raztresenost, ne bi v prihodnosti poskusili slovenske energije zbrati in ne bi bila torej za našo prihodnost značilna neka zbranost. Po eni strani v preteklosti raztresenost, v prihodnosti zbranost. Kako to zbranost doseči? Dajte prebrati v knjigi, ne bi vam vsega povedal naprej. Morda samo namignem to, da sem bil zelo, kaj ne rečem, zelo prizadet ali pa zelo zaskrbljen, ko sem iz ust nekega bivšega predsednika slišal, da je treba opraviti z zaslugarstvom. Ta izjava je bila, bi rekel, zelo uničujoča, kajti ne govori zdaj o nekih posebnih zaslugah, pa o zaslugah, recimo, kaj sem, herojev druge svetovne vojne, ma govori prav, je naperjena in namenjena samo generaciji, ki je izvedla osamosvojitev. Zasluge so pa bistveni del, ko ne rečem, meritokracije. Bistveno za neko moderno državo, čeprav meritokracija izvira iz Kitajske, je 1000 let in več stara, je upoštevanje dosežkov in nečesa, kar so ljudje storili. Če hoče danes dobiti eno evropsko službo, boste morali predložiti življenjepis, v katerem morate povedati, kje ste študirali, kaj ste dosegli in tako naprej. Govoriti o tem, da zasluge niso važne, ampak da so važne samo obljube za naprej. To je seveda, se mi zdi, neko zelo nevarno načelo, jaz bi rekel temu nihilistično načelo, in na nek način danes doživljamo rezultate tega nihilizma. Danes to, kar je Slovenija dosegla, spomnite se, da je Slovenija veliko dosegla. Kaj je povedal Prešeren? Prešeren je rekel, da so Slovenci služabniki. Nemško govori gospoda, slovensko pa govorijo die so von den Dienerstande, se pravi služabnikih. Cankar je govoril o slovenskih kot hlapcih, na kar smo slišali od Osvobodilne fronte, da naj bi Slovenci postali iz naroda hlapcev narod herojev. To se je do neke mere najbrž posrečilo vsaj nekaterim. Na kar je Slovenija vendarle prišla do tega, da je postavila svojo državo. Država, ki je leta 2005 predsedovala OVSE, ki je leta 2007 prevzela evro in šengenski sistem, ki je leta 2008 predsedovala Evropski uniji, je skratka postala nek svetovni pojav, je postala nek svetovni
pojem. Danes se mi zdi, da se stvari poslabšujejo in temu poslabšanju si jaz želim narediti konec, oziroma želim prispevati temu, da se bi to, da tako rečem, pogrezanje nehalo. In seveda predlagam tudi nekatere rešitve, s katerimi bi bilo mogoče to pogrezanje zastaviti. Hvala. Gospod Janša, kako ne? Gospod Janša, v času osamosvajanja ste bili minister za obrambo nastajajoče slovenske države. Kot prvi ste nastanek slovenske države opisali v svoji knjigi Premiki, ki je daleč najbolj prodajna knjiga take vrste v naši državi. Zakaj po vašem mnenju slovenski narod potreboval toliko časa, da se je dokopal do samostojne države? Ja, hvala. Lep pozdrav sem skupaj, hvala za povabilo na to predstavitev, čestitke gospodu Dimitriju Ruplu za to knjigo, eno v vrsti mnogih, ki so nastale in ki večino opisujejo čas, ki ga je zelo potrebno opisovati. Zdaj, glede tega vprašanja tako imenovanega zabudništva, mislim, da nek odgovor, no, ali pa neko osvetlitev samega vprašanja daje že naslov te knjige. Ne. Slovenija je postala članica Organizacije združenih narodov kot 176. država po vrsti. Ne. Potem, ko je izkoristila priložnost, ki se je ponudila po padcu Berlinskega zidu in ko je dokazala, no, da je, oziroma ko smo dokazali kot narod, da smo nekje na ravni zahtev, aktualnih zahtev zgodovine, verjetno prvič v znanje ali pa zapisani zgodovinski dobi. Pred nekaj dnevi ali tedni je slovensko časopis objavilo neko vabilo, potem pa tudi zapise z neke proslave tam v Kočevju, kjer je pisalo na tem vabilu, da so se tam postavljali temelji slovenske državnosti pred 70 leti. Zdaj, če bi se temelji slovenske državnosti postavljali pred 70 leti, potem je bila verjetno Slovenija ustanovna članica Organizacije združenih narodov, ne pa 176. članica. Toliko o nekem grobem potvarjanju zgodovinskih dejstev, ki ima seveda svojo ideološko, politično podlago, pa tudi strah pred tem, da bi koga povprašali potem, kaj je bilo dano v te tako imenovane temelje slovenske državnosti. V vprašanju ste omenili tudi mojo takratno funkcijo, no, v Demosovi vladi. Z Dimitrijem sva takrat prevzela dva resorja, ki sta si bila podobna po eni stvari. Ne. Moj resor, ki je bil resor za obrambo, ni imel vojske, ne. Njegov resor, ki je bil resor za znanje, zdaj pa ni imel diplomacije. So imela več ali manj prazne okvire, ki jih je bilo treba napolniti. In ta dva ključna atributa vsake državnosti sta začela nastajati šele po Demosovi zmagi. V tistem letu od zaprisege prve demokratično izvoljene slovenske vlade sredi maja 90, pa seveda do osamosvojitve in mednarodnega priznanja sredi leta 91 in v začetku, oziroma prvi polovici leta 92, ko je Slovenija tudi dejansko postala polnopravna 176. članica Organizacije združenih narodov. To sta bila dva ključna, manjkajoča atributa slovenskega vsake državnosti, ki jih je bilo treba izpostaviti. In v tej knjigi boste najdli veliko zanimivih opisov, dogodkov, nenazadnje tudi dokumentov iz tega kratkega, vendar zelo zgoščenega časa novejše slovenske zgodovine, ki vsaj zaenkrat predstavlja ključen korak, ki smo ga Slovenci naredili kadarkoli doslej v zgodovini. Ja, gospod Janša, kako komentirate pa dejstvo, da ste bili skupaj z Ruplom, Bavčanem, Peteletom, Pučnikom in drugimi iz Demosa pravi ljudje na pravem mestu leta 1991, da niste kolonili kot vaši predniki po prvi in drugi svetovni vojni,
ko so takratni slovenski politični voditelji zapravili slovensko samostojnost, ki se je na nek način ponujala in podlegli centralizmu Beograda. Spomnimo se, da so v zadnjem času prišla na dan odkritja, da so Američani že na pripravah na Versajsko mirovno pogodbo imeli že študije, tudi da bi tukaj nastali samostojne države in so govorili tudi o možnosti samostojne Slovenije. Te koncepte je bilo v času druge svetovne vojne in tik po njej kar nekaj znanih in manj znanih, vendar pa je bilo razmere sil takrat takšno, da v nekem razklanem okolju, kot ga je predstavljala Slovenija takrat, ne samo po koncu druge svetovne vojne, ampak po državljanski vojni, z žrtvami, tisoči, 10 tisoči, pozneje v celoti 100 tisoči beguncev. Skratka, tako razdaljen narod zdesetkan z okupacijo in revolucijo ni imel nobenih možnosti, da ta cilj doseže. V času, o katerem smo prej govorili, se pravi v času, ko se je Slovenija potem dejansko osamosvojila v 20 letih, na začetku 20 let, konec 80 in začetku 20 let, ko so se dejansko postavljali temelji slovenske državnosti in slovenske demokracije, takrat smo uspeli zagotoviti neko veliki meri, ne popolno, ampak zelo veliko enotnost naroda, ki je zdržal to preizkušnjo. Če bi enako razklani, kot smo bili takrat, potem tudi tokrat zagotovo ne bi uspelo. Veliko vprašanje, kakšen bi razplet dogodkov, ne samo pri nas, ampak nasploh v tem delu Evrope. So pa seveda bili poskusi, da se to zavre, bili so močni poskusi od zunaj, o tem veliko piše Dimitrij v tej knjigi, tudi nekaterih drugih prej. Nenazadnje nismo imeli niti od ene države, ki bi štela takrat v mednarodni skupnosti, kakršnekoli, vsaj na pol obljube, da nas bodo priznali naprej. Tega pač ni bilo. Imeli smo simpatije iz baltskih držav, imeli smo simpatije, bom rekel, iz nekaterih manjših držav v Evropi, vendar pa nobena članica Varnostnega sveta Združenih narodov ali katerakoli večja država, niti v soseščini ni dala takšne obljube. Edina velesila oziroma zmagovita velesila v hladni vojni. Združene države Amerike so poslale svojega znanega ministra nekaj dni pred napadom na Slovenijo v Beograd in ta bi to rekel, nikoli vas ne bomo priznali, nekoliko malo mekejšimi besedami. Se je dodal, da se mora Jugoslavija demokratizirati, če hoče ostati skupaj. Kar smo si vedeli, da ni mogoče, ampak tiste besede so bile zelo grobe in takšno je bila takrat tudi politika večine držav. Tako da, kar se tiče osamosvojitve in mednarodnega priznanja, je to prišlo potem, ko smo to sami dosegli. Slovenija ničemer nič dolžna, nismo imeli nobenega botra zunaj, nikogar, ki bi tako kot je bilo kasneje, mogoče s kakšno drugo državo, recimo s Kosovom pred 5 leti, ki bi zagovarjal ta pristop, ki bi nabiral neko znanje, zavezništvo in tako naprej. Tako da ta nastajajoči diplomatski korpus slovenske države takrat, ki ga je gradil naš zunanji minister v tem času, ki sedi tukaj poleg mene, je prav pač izjemno delo, tudi s pomočjo naših rojakov po svetu, ki so v veliki meri takrat, ko je šlo zares, se posebej med napadom na Slovenijo, nadomestili to pomankanje te naše diplomatske mreže. Oni so bili tisti, ki so marsikje parirali grobi propagandi jugoslovanske diplomacije, ki je imela tukaj vse prednosti, ker je imela uraden dostop do mest, kjer se je dejansko odločalo. Skratka, iz te knjige boste videli, da smo morali veliko improvizirati, zato da se je na koncu dosegel ta cilj, ki je opisan tudi naslov te knjige. Notranji odpori so tudi deloma odpisani tukaj.
še bolj dokumentirano v beli knjigi slovenske osamosvojitve, ki smo na tem istem mestu predstavljali junija. Tam je obsežen korpus dokumentacije, ki govori o tem spopadu med Majniško deklaracijo, v kateri je pisalo, da želimo živeti v suvereni državi slovenskega naroda, suvereni in demokratični državi slovenskega naroda, in temeljno listino, v kateri je bila Slovenija še vedno vpeta v jugoslovanski okvir. Ta spopad v slovenski politiki je trajal vse skozi, pravzaprav še vedno trajal. Ne glede na to, da smo vmes dobili samostojno državo, parlamentarni sistem in tako naprej. Tudi v zvezi s tem nasprotjem, pa spopadom med Majniško deklaracijo in temeljno listino, nekaj zanimivih opisov v tej knjigi, glede na to, da se potem čez 10, 15, 20 let se je marsikdo spominjal čisto drugačno, kot je dejansko bilo. V bistvu je kakšen model podpisal temeljno listino, pol se je pohvalil, kako je sestavljal Majniško deklaracijo. Za mlade generacije, verjetno za veliko večino mlade generacije je to vseeno, nič pač ne vejo, kaj je razlika. Neka listina je pač bila. Nekateri zgodovinari so izkrivljeno predstavljali oba dokumenta. In malo da ne je potem že kdo predaval, kako so tisti, ki so bili za temeljno listino osamosvajali Slovenijo. Čeprav v temeljni listini piše, da si podpisniki predstavljajo življenje v Jugoslaviji, ne pa v samostojni Sloveniji. Več o tem smo itak že govorili v neki drugi knjigi, ko bo išlo nadaljevanje, bo naslednja priložnost, ampak nekaj zanimivih doslednje objavljenih detaljev v zvezi s tem spopadom je tudi v knjigi in pač toplo priporočam branje. Hvala. Gospod Orožen. Hvala lepa, vsem lep pozdrav. Najprej bi rekel, da sem počaščen, da ste mi kot bralca knjige povabili za to mizo. Geografi trdimo, da ni države brez ozemlja in ljudi. Torej, to je osnovni temelj države. Spomnil sem se ob tem, ko sem bral to besedilo Neue Slovenische Kunst, ki so naredili virtualno državo brez ozemlja, in izdali so neke potne liste in tako naprej. Torej, kakorkoli vzamemo, vedno v zgodovini za državo je pomembno ozemlje. In naša zgodba, slovenska zgodba je s tem seveda tesno povezana. Ključni so bili gotovo 3 plebisciti, prvi čedacki, leta 1866, potem leta 20 koroški in seveda zadnji, ko smo se odločili za svojo državo. Za meje smo se borili na tak ali drugačen način v okviru ene ali druge države, rekel bi bolj ali manj pred ustanovitvijo samostojne Slovenije neuspešno. In ta zgodba seveda še ni končana, spomnil bi vas samo na dogajanje okrog arbitražnega sporazuma, kjer smo vsled nekih priprav, da se bo zgodba odvila. Upajmo, da seveda nam v dobro, kjer je ključno vprašanje brez dvoma, torej naš izhod na odprto morje, ampak v to se ne bi spuščal podrobnosti, ker je še prezgodaj ta trenutek. No, ko sem to knjigo vzel v roke, kot vsako drugo, imam navado, da jo prelistam in seveda sem bil zelo vesel, da je na koncu knjige in tudi med knjigo približno 15 zemljevidov. Del teh zemljevidov so z mojega nekdanjega geografskega inštituta Antona Melika prispevali in ti zemljevidi kažejo, kaj se je v posameznih obdobjih dogajalo v Sloveniji. No, gotovo je tam osrednji zemljevid, torej Kozlerjev zemljevid, znani Kozlerjev zemljevid, potem in drugi. Jaz ne bi se spuščal v te podrobnosti, ampak mislim, da je to zelo pomembno, ker se morda Slovenci premalo zavedajo, da to niso zgodbe, ki jih nekdo napiše, ampak so trdno in temeljito dokumentirane. No, poleg tega je v knjigi kar precejšnja zbirka fotografij, če se ne motim skoraj 50, ki na nek način odslikavajo to, o čemer nam naš avtor govori. Na teh fotografijah
nastopajo poglavitni igralci tistega časa in tiste dobe. Zlasti, bi rekel, v drugem poglavju knjige, ki je razdeljena v osnovi na 3 poglavja, torej od prve do druge Majniške deklaracije. No, tukaj ne morem mimo tega, da se ne bi spomnil, da za našim hrbtom, pa v vaši smeri, morda lahko vidite Vegovo ulico. No, in tam je Tone Pavček to prebral. In je bilo takrat veliko ljudi, tudi je ena fotografija, ki to kaže. No in zanimiv je komentar našega doktora Rupla o tem, kako je ta deklaracija nastala, kako je bil pravzaprav osnovni pisec on. No, pa dobro, tako se da brati, ne? No, v sodelovanju z drugimi. Skratka, rekel bi, da je v knjigi tisto, kar se mi zdi najbolj pomembno, to, kar piše v tonu, kako so stvari zapisane, oziroma v kakšnem dodatnem stavku, ki je nekoliko jasno osebno obarvan, kar osvetljuje tisto živo razsežnost dogodkov. To je tisto, kar pravzaprav daje knjigi avtorsko osebno noto in seveda je to treba v največji meri spoštovati in ceniti. To ni lahko, tudi sam sem čas poskušal kaj napisati, kaj takega čas težko priznaš sebi, še manj pa, da bi to napisal. In napisanih je cela vrsta zanimivih podrobnosti. No, drugi del knjige govori o mednarodnem priznanju. Rekel bi, da je najkrajše povedano to, kako je nastajala slovenska diplomacija, kaj so bili, kdo in odkot in kakšni so bili diplomati nekdanje jugoslovanske diplomacije, ki so se pridružili tej slovenski diplomaciji, kakšni so bili dogodki in tako dalje. Moram reči, da sem bil sam slučajno tudi en delček tega zraven in višek teh diplomatskih prizadevanj je gotovo bilo predsedovanje Slovenije Evropski uniji. Takrat se mi zdi, da se je zgodilo nekaj, kar še nismo čisto vrednotili. To je, da smo na nek način po sili razmer, bi rekel, stopili skupaj in smo bili uspešni. Ne glede na to, da bi bila samo ena ali druga stran, ampak na nek način je bilo to tako čutiti. Še posebej sem jaz to čutil, sem bil takrat na Hrvaškem in Hrvaška se je krčevito prizadevala, da bi nas ujela in nedolgo od tega je prišla pač v Evropsko unijo, kar seveda pozdravljamo. No in tretji del knjige, malo krajši, pa govori o tem, kako naprej, kakšni koncepti in mislim, da je izredno dragocen, ker nam avtor odstre svoj pogled ta trenutek na to dogajanje, kjer je še posebej zanimiv pravzaprav epilog, zaključek in pismo predsedniku. Jaz ga ne bi ponavljal in obnavljal, vam svetujem, da si ga vzamete v roke in preberete. Ne morem pa kaj, da ne bi povedal še 2 stvari. In sicer zelo zanimivo je posvetilo. Na prvi strani pol strani in tam piše nekaj stvari, ki jih ne morete prebrati v Wikipediji ali pa kje drugje. Posebej simpatična mi je pa na koncu zahvala njegovi soprogi Marjetici. Zakaj se upam to tako reči? Zato, ker sva z doktorjem Ruplom hodila na drugi strani trga skupaj v isto gimnazijo in sva isti letnik, nisva pa hodila v isti razred, ker je on hodil v klasičen razred, jaz pa v realni razred, ampak po istem nadstropju. In takrat smo bili, bi rekel, 4 vrste mladih nas je bilo na tej gimnaziji. Ena je bila taka, ki so bili bolj usmerjeni v družboslovje, filozofijo in tako naprej, te je pripadal dr. Rupel. Jaz sem bil v drugi skupini, morda, ker smo bili bolj naravoslovci pod vplivom Pavla Kunavarja, Hribovci, Jamari in tako naprej. Pa smo razumeli te iz prve skupine, ampak smo malo tako bili vedno v neki kompeticiji. Ne. Tretja skupina so bili taki, ki so bili bolj usmerjeni v tehniko, socializem in tako, ki pa jih nismo razumeli, že takrat se nam je zdelo to nekaj
imaginarnega gradimo ceste, pruge in tako naprej. No in potem je bila še četrta skupina, s katero pravzaprav si človek ni vedel kaj. Ne. No, zakaj vam to pripovedujem? Zato, ker prvi stavek v knjigi govori takole, znameniti ljubljanski profesor primerjalne književnosti Dušan Pirjevec, ki je bil med drugo vojno partizanski poveljnik. Spomnil se je Dušana Pirjevca in tudi jaz se ga spomnim. Je bil res znameniti in je bil neke vrste mesija, ker je govoril stvari, ki tudi niso takratni partiji šle čisto Ja, tako je. Ne? In smo ga vsi na nek način občudovali, da si je pravzaprav upal kaj reči. In na tej osnovi pravzaprav je nastal tudi en del nemirnega duha in prepričan sem, da tudi nemirnega duha našega avtorja, doktorja Rupla. Kaj se je vse potem dogajalo? Kako so se stvari zapletale levo in desno? Mes je preteklo 50 let, bi skoraj rekel, malenkost manj. Spomnim se demonstracije leta 68, prav tukaj na vrhu tele danes slovenske ceste. Vse se je nekako dogajalo okrog tega trga. Nismo si upali priti do Kazine, ustavili smo se tam tik pred vogalom. Ampak je bil to pravzaprav en prvi protest mladih tistega časa, ki je na nek način pravzaprav o tem doslej nihče še ni spregovoril. Pa morda ni prav. Nisem da tudi jaz prav, ampak me je avtor izval z znamenitim profesorjem. Namreč nisem si mogel kaj in upam, da mi tega ne zameriš. Torej, vsem priporočam knjigo v branje, predvsem skrbno branje tisto med vrstami in tako naprej. Malo vsebne note in to se mi zdi najbolj pomembno in najbolj vredno v tej knjigi. Hvala lepa. Hvala. Gospod Rupel, v knjigi imate slovenskim prizadevanjem zaradi priključitev Trsta Sloveniji. Je to samo zato, ker so vaše predniki iz Trsta ali tudi zato, ker je bil Trst še leta 1910 mesec največ slovenskega prebivalstva? No, vete, jaz sem od nekdaj pač imel zelo rad Trst. Zaradi staršev, pa zaradi prednikov in tako naprej. Ampak, ko človek prebere nekaj zgodovine, gradiva o tem mestu, seveda ugotovi, da je bil Trst od nekdaj nek svetovni problem. Najprej med Habsburžani in Benečani, potem seveda med Nemci in Francozi, med Italijani in Avstrijci, nazadnje med Anglo-Američani in Rusi in Jugoslovani. Slovenci so pa vedno nekje vmes in so se te velikanski mlinski kamni na nas strli na nek način. Trst je seveda postal svetovno vprašanje, zares svetovno vprašanje po drugi svetovni vojni, zaradi tega, ker so nekatere sile želele preprečiti drugim silam dostop do Jadranskega morja in tiste druge sile že spet prvim silam enako. V zvezi s tem, kar pišem v tej knjigi, se splača pogledati tisto, kar o Trstu pravijo arhivi. Jaz sem šel gledati recimo Kardeljeve arhive. Bil je Kardelj namreč, kar mnogi pozabljajo ali pa zamolčujejo ali pa se ne spominjajo preprosto. Kardelj je bil zunanji minister Jugoslavije med letom 48 in 53. No in tisti arhivi so zelo zanimivi in iz tistih arhivov zvemo marsikaj o Titovih stališčih, o Trstu in o Kardeljevih stališčih. Zdaj s tem je zanimiva zgodba o morebitni dodatni 7. republiki Jugoslavije, ki so jo po nekaterih informacijah Slovenci sami na nek način zavrnili, češ da bi to preprečilo dostop Slovenije do morja. Zdaj, v zvezi s Trstom je treba reči, in še danes čutimo posledice, v zvezi s Trstom je treba reči, da je rešitev tržaškega vprašanja premaknila, prestavila, tako rečem, slovensko obalo. Slovenska obala je nekoč
v zgodovini obstajala med Tržičem in Barkovljami. To je eno od predmestij Trsta. Ne. Ta obala, ta slovenska obala, ki je naseljena s Slovenci stoletja, ne, je bila prestavljena po drugi svetovni vojni južneje od Trsta na območje med torej, Ankaranom oziroma Debelim Rtičem in Sečovljami. Da ne govorim o tem, da je seveda bilo ustvarjeno tudi neko novo razmerje med Slovenci in Hrvati, ki se je reševalo potem v času druge svetovne vojne. Mejo med Slovenijo in Hrvaško so postavljali partizanski komandanti oziroma aktivisti in tako naprej. In tistih stvari, tistih odločitev se jim je zelo težko umakniti. Seveda, iz te prestavitve slovenske obale iz severa na jug Tržaškega zaliva seveda izhaja cela vrsta problemov, tudi problem dostopa do odprtega morja. Če se navežem na to, torej meja na morju je še edina, ki ni določena. O njej odloča oziroma bo odločalo arbitražno sodišče. Zdi se, da smo Slovenci tu zamudili priložnost, da bi dobili to, kar nam zgodovinsko gledano prav gotovo pripada. Pa bi prosil vse tri za komentar kaj tega. Če lahko k temu dodam to, da stvar še ni zaključena. Upanje še vedno ostaja, ne? Zato negotovo življenje me mejhan seveda zaskrbljuje. Jaz upam, da je gotovo, da bomo to dobili. Če kako in kako se bo to zgodilo, pa seveda veliko vprašanje. Ta proces je trenutno v fazi odgovora na memorandume in ko bo to del zaključen, pride seveda na to arbitražno sodišče in tam bojo seveda še ustni zagovori. Kakšen bo rezultat, pa seveda ne vemo. Nekateri smo bili odločno proti temu, da pride do tega načina odločanja, ampak se ta trenutek, je to zvoniti po toči, je prepozno. Saj upam, da se motim, da ne bo treba zvoniti po toči. Je pa seveda brez dvoma to ključno vprašanje slovenske prihodnosti. No, tukaj velja počrtati še dve stvari, ki sta malo manj znani. Da je Slovenija vizavi Hrvaške leta 1931 zgubila Medžimurje in da je Hrvaška nikdar ni bila v Istri do konca druge svetovne vojne, bila to vedno del Avstrije, oziroma Beneške republike in tako dalje, skratka, ampak nikdar del Hrvaškega kraljestva in Ogrske. No in da se ne da znebiti vtisa, da je veliko srbska jugoslovanska politika trgovala s Hrvaško na račun Vojvodine. Kraljeva za Medžimurje in kasneje Titova za Istro. Seveda dokazov pisnih nismo uspeli v Beogradu najti, ampak je to precej logičen zaključek. In seveda ta slovensko morje je vprašanje, ki je za nas izredno važno in tukaj upam, da ne bo prišlo do kakšnih večjih, resnejših težav in zapletov. Na Hrvaškem si seveda predstavljajo stvari zelo preprosto, da bi tekla meja v Piranskem zalivu po sredini Piranskega zaliva in bi seveda s tem mi do ozimske meje in bi mi seveda ne imeli tako zvanega junction, kar bi nekako lahko prevedli stika, kar je seveda v tem arbitražnem sporazumu razmeroma ohlapno povedano, če lahko tako rečem. Kaj več pa seveda ne moram povedati, ker sem sam tudi udeležen v to dogajanje. Hvala lepa. Adamič je prej omenil 3 plebiscite, ki so nekako določali obseg slovenskega ozemlja v, recimo temu, bolj novejši zgodovini. Ta plebiscit o Beneški Sloveniji pred 150 leti, kjer so beneški Slovenci množično glasovali za Italijo proti Avstriji, takrat se niso odločali med Slovenijo in Italijo, ampak med Avstro-Ogrsko in med Avstrijo in
in Italijo. Italija je bila takrat v sponu kot neka država ekspanzije, ki je dosegla tudi vojaške uspehe in so pač prebivalci Benečije čutili bližje. Tudi nekako geografsko preko morja bolj povezano z njo. Tako da tisti plebiscit, ki je sedaj imel kasneje, tako kot so tekli zgodovinski dogodki, je bil katastrofalen po svojem rezultatu za obseg slovenskega ozemlja. Čeprav se takrat še ni vedlo, kaj bo v prihodnjem. Potem je bil pač koroški plebiscit, ki je imel enako katastrofalen rezultat, z takojšnjimi učinki, takrat se je bolj vedlo, kaj bo rezultat. Veliko razprav in knjig je bilo napisanih o odgovornosti takrat ljubljanske politike za tak rezultat. Zdaj je kar velika, še večja Beograjska. Potem tretji plebiscit je bil pozitiven, zmagovit za samostojno Slovenijo. Vendar smo potem imeli še enega, to je bil referendum o arbitražnem sporazumu, ki ga ni omenil. Lahko pa seveda prinese, mogoče ne ravno tako usodne, vendar pa zelo pomembne posledice za vprašanje slovenske državnosti in slovenskega ozemlja, oziroma ta referendum je za pičlo večino tistih, ki so podprli arbitražni sporazum, nekako dal ne samo politični, ampak tudi splošni ljudski pristanek na nek rezultat arbitraže, ki ga ne poznamo. Z tega vidika je bilo to veliko nepotrebno tveganje. Jaz samo upam, da bo dodatna varovalka, ki smo jo letos sprejeli v parlamentu in to soglasno, po eni strani vplivala na to, da bo arbitraža takšna, da bo Slovenija dobila neposredni teritorijalni stik z odprtim morjem, po drugi strani pa, da bo Slovenija v primeru, če tega ne bo dobila, sposobna vzdržati na tem stališču iz te varovalke, iz tega sklepa državnega zbora, v katerem piše, da v primeru, če nam arbitraža ne določi teritorijalnega stika z odprtim morjem, Slovenija te arbitraže ne bo upoštevala. Hrvaška je itak sprejela takšno izjavo v času, preden se ratificira. Sporazum, pri nas se tega niso upali, letos, ko je bilo vprašanje memoranduma in posledično tudi odgovornosti za to, da smo prišli v takšno situacijo, se nihče ni upal glasovati proti temu sklepu. Slovenski parlament ga je sprejel soglasno. Jaz sem upam v primeru negativnega rezultata, da bo dovolj moči v slovenski politiki, da ta sklep tudi izvede, da zdrži na tem stališču. Sicer bo razmerje med temi zelo pomembnimi plebisciti oziroma glasovanji, referendumi v novejši slovenski zgodovini, ki je zdaj 2-1 v školo Slovenije, postalo 3-1 v školo Slovenije. Jaz mislim, da niti ni treba. Jaz sem bil eden tistih, ki je nasprotoval takšni rešitvi in tudi sem si prizadeval za to, da bi referendum imel drugačen rezultat. Zdaj, tisto, kar je mene zmotilo v tem najnovejšem času, je to, da tisti, ki so sodelovali pri sestavljanju argumentacije v slovensko korist, da so nekatere v neki fazi izločili iz nadaljnega postopka oziroma iz nadaljnega sodelovanja. Prišli so nekateri od njih tudi k meni in me prosili za nasvet. Jaz sem potem jih napotil v parlament in tam so se potem, se mi zdi, nekaj dogovorili, ampak seveda to, da je zunanje ministrstvo pod tem sedanjim vodstvom želelo nekako imeti proste roke, razumem kot neko nevarno znamenje. Gospod Rupel, iz zadnjega dela vaše knjige je povsem očitno, da vam je v zadnjih letih življenje precej zagrenil prejšnji predsednik republike, ki je izrazito simpatiziral s prejšnjim totalitarnim režimom.
smo tudi zaradi njega zašli s prave poti. Verjetno bi v tem lahko še dodal, verjetno ste veseli, če ga parafriziram, da smo se rešili vsaj njegove tranzicijske navlade. Jaz upam, da smo se res, ampak tisto, kar bi v zvezi s tem rad povedal, je pa tole. Jaz sem bivšega predsednika in njegovega zunanjega ministra Žbogarja, pa tudi sedanjega zunanjega ministra, 1. avgusta, tega je zdaj 2 meseca in pol, prijavil komisiji za preprečevanje korupcije. Glede na to, da mi na mojo prijavo iz te komisije sploh niso odgovorili, imam pa dokument, ki pač potrjuje, da sem to res storil, sklepam, da ta komisija, ne more se znebiti vtisa, no, če rečem nekoliko bolj vljudno, da ta komisija služi predvsem tisti politični opciji, ki je danes na oblasti. Še sklepno vprašanje za vse tri. Torej, knjiga Negotovo življenje 176 članice OZN se ukvarja tudi sedanjostjo in prihodnostjo. Zdi se, da smo na najnižji točki po osamosvojitvi. Vprašanje za vse tri, torej kako naprej. Gospod Rožen Adamič je prej omenil, da ste pisali maja predsedniku republike. Vaše pismo je objavljeno v knjigi. Zanima vam nekaj odgovoril, torej kako naprej. Ja. Jaz sem nekaj časa živel v prepričanju, da smo s temi zadnjimi predsedniškimi volitvami vendarle dobili neko boljšo rešitev, da imamo boljšega predsednika, kot smo ga imeli predtem. No, če sklepam po njegovi, kaj ne rečem, njegovi zunanji podobi, potem, ker se v javnosti pojavlja, seveda je to dosti bolj sprejemljiv predsednik, dosti bolj prijazen in kaj se jim, vljuden in tako naprej. Ampak meni, recimo, na moje pismo, ki je, jaz upam si reči, tehtno in je na nek način neke sorte povzetek tega tretjega dela knjige, na to pismo mi ni odgovoril. Rekel mi je, so govorila osebno, da mi bo odgovoril avgusta meseca, no, zdaj smo oktobra, da na to pismo še nisem dobil odgovora. Si pa predstavljam, da najbolj težko odgovori na to pismo, da ima težave z odgovarjanjem na to pismo, pri čemer ne rečem še to, da najbrž se moramo v Sloveniji nekako zmeniti, kakšno vlogo ne bi predsednik države sploh imel. Ali bo dajal kakšne politične pobude, ali ne bo dajal političnih pobud. Prejšnji predsednik je dajal pobude v napačno smer, po mojem prepričanju. Ta predsednik se pa izogiba temu, da bi imel kakršnokoli resno pobudo v smislu reform, v smislu, kaj ne rečem, spreminjanja slovenske realnosti na bolje. Glejte, veliko govorimo v javnosti in novinarji veliko govorijo o ustvarjanju in o kulturi in tako naprej. Ampak dejansko se pa v resnici zelo malo ta država ukvarja z ustvarjanjem. Večinoma se ukvarja, če jaz prav razumem politiko sedanje vlade, se ukvarja predvsem s prerazdeljevanjem vse manjše količine dobrin. In to seveda ni dobra politika. To ni konstruktivna politika. Ampak zdaj že presegam to, ki je vašega vprašanja. Kaj ne rečem, jaz sem si vedno mogoče malo naivno predstavljal, pa še vedno v to veljavnem, da je Slovenija bi lahko prosperirala samo v tem primeru, če bi znali več sodelovati z enim drugim. Če bi znali preseči govorjenje mimo en drugega. Resni poskusi so na vseh straneh, bi rekel, tudi v tej knjigi, to tvoje pismo na koncu je v tem duhu, da hočeš narediti pomemben korak naprej, dajmo
stopiti skupaj nekaj narediti, ne pa razmišljati zgolj o tem, kaj bo kdo komu naredil, ampak predvsem to, kaj znamo skupaj ustvariti. Tega je po moji oceni premalo in to bi mogla biti osnovna pot in vodilo. Seveda pa je to, da nekaj naredimo skupaj težavno. Ne? To ni preprosto. Treba se pogovarjati. Treba je soustvarjati. In jaz upam, da bo v prihodnosti tega več in vidim to knjigo tudi en pomemben prispevek v tej smeri, ker nam pripoveduje o tem, kaj je bilo, kaj se je zgodilo in kaj je, in je pomemben dodatek k razumevanju stvari. In z početka prve strani sem bral kot zgodovino, kasneje pa vedno manj kot zgodovino, pač pa kot sporočilo doktorja Rupla nam in njemu v zadovoljstvo, da je to lahko iz sebe, kako bi rekel, nam dal. In tukaj vidim glavno vrednost te knjige in pot v prihodnost. Morda je to naivno, morda je to preveč enostavno, vendar verjamem, da so resnično uspešne rešitve enostavne. Gre torej za vprašanje, ali smo sposobni sodelovati in če tega nismo sposobni, tudi nismo vredni svoje države, bi rekel. Že samo vprašanje je odprlo zelo široko temo, vi, da ste še razširila, tako da bi mogoče moralo že kakšno novo knjigo napisati v to smer. Je ta beseda sodelovanje seveda nekaj, kar lahko uporabimo za pojem, ki ga lahko uporabimo tudi za opis vzrokov za stanje, v katerem smo in ki vse več ljudi, rekel, neposredno skrbi. Vzdušje danes Slovenije približno takšno, kot je bilo tam v tistem času od plebiscita pa do osamosvojitve, ko smo bili vsi zaskrbljeni in ko so te ljudje ustavljali na cesti in spraševali, kaj bo. Isto vprašanje se danes pojavlja. In to ne slučajno. Zdaj, po teh 2 desetletjih in še nekaj samostojnega življenja v suverenem okolju, ki smo ga več ali manj sami kreirali, in je bilo dobro ali pa slabo, zaradi odločitev, ki smo jih mi sprejemali, nas čaka čas najmanj nekaj let, ko del te suverenosti ne bo več, ker smo jih zapravili. Ker bodo tisti, ki bodo prispevali denar za to, da pokrijemo razliko med tem, kar ustvarimo in kar porabimo, v prihodnjih letih postavljali neke pogoje, ki jih bo pač treba sprejeti, sicer bo država bankrotirala. Do te točke smo prišli zaradi tega, ker pač te tranzicije, o kateri govori tudi avtor te knjige, nismo uspešno dokončali. Pravzaprav je Slovenija ena od 3 držav članic Evropske unije, novih članic Evropske unije, kjer tranzicija ni uspela. In to ima posledice na političnem, socialnem, gospodarskem in vseh drugih področjih. Posledica na gospodarskem področju je to, da smo prišli iz nekih vzdržnih, komotnih 8 milijard evrov znanega dolga. V tem dolgu, v tej številki je še dolg, ki ga plačujemo za kraljevino Srbijo, ker dolg se podeduje. Mednarodne finančne institucije že poskrbijo za to, da se to ne izgubi. Skratka, v teh slabih 8 milijard, pred 5 leti smo prišli na 23 milijard, brez 10 milijard, ki bomo rabili za sanacijo bank. In seveda tega dolga Slovenija kratkoročno ni sposobna niti suportirati, pravi odplačevati obresti in tiste glavnice, ki zapadejo, niti sama tega ni sposobna reprogramirati, ker smo država s premajhno težo. Naslednje leto bo samo za odplačilo tega dolga treba dati 25% brez tega, kar predstavlja bančna luknja v celoti, ampak samo, recimo, če
stari dolgom prištejemo še nekaj milijard, ki jih potrebujemo za začetek sanacije bančnega sistema, bo to predstavljalo 25% bruto domačega proizvoda, oziroma več kot verjemo v enoletnem proračunu te države. Torej jasno je, da pač sami tega ne moramo odplačati, razen če se zaprejo vse šole, bolnišnice, vse javne službe in vse, kar se seveda ne bo zgodilo in med bankrotom. In situacijo, ko nas bodo reševali drugi in bodo postavili pogoje, je samo še nekaj kratkega časa. Ne? Samo še nekaj kratkega časa in to je, rekel, velika žalost potem, ko je Slovenija večji del pač teh zadnjih 20 let vendarle napredovala in bila upravičena, smatrana kot ne samo nova 176. članica Organizacije združenih narodov, ampak kot ena najbolj uspešnih držav, ki so nastale v zadnjih 50 letih. Ne samo v Evropi, ampak nasploh v svetu. Lahko samo upamo, da pač pogoji, ki jih bodo zdaj postavljali drugi, da bodo šli v pravo smer in da bo to pomoč v tem smislu, da naredimo tisto, kar bi tako morali sami storiti. Žal je pač prišlo do zastoja, ki ga sami zaradi neuspešne tranzicije pač ne moramo odpraviti. In v tej knjigi je pač veliko opisov razlogov, ki so nas pripeljali v to situacijo. Eno od teh razlogov, da se zdaj vrnem na začetek, je ravno nesposobnost oziroma zavračanje sodelovanja strani podpisnikov temeljne listine. Podpisniki temeljne listine, ki so se zavzemali za Jugoslavijo, ne takrat, ne kasneje, kadarkoli so imeli v rokah formalno oblast, niso bili pripravljeni sodelovati. Učim smo podpisniki Majniške deklaracije vedno vabili vse k sodelovanju, ponujali usklajevanja. Demos se je dolge noči pogajal za zakon o plebiscitu, zato da smo ga nekako uskladili, popustili na vseh točkah. Proti temu so tisti, ki so bili takrat v opoziciji, potem glasovali proti vsem ključnim ukrepom, ki jih je Demosova vlada predlagala za to, da bi se osamosvojili, proti obrambnemu proračunu, zakonu o obrambi, zakonu o vojaški dolžnosti, tudi vsem ostalim zakonom, zakonu o meji, recimo. Kljub temu, da smo sprejeli samo tisto, kar je bilo pač treba sprejeti za to, da je Slovenija lahko normalno zaživela. Ta zgodba se je ponavljala vse do današnjih dni, kada recimo dobi na volitvah večjo podporo opcija, ki izhaja iz Majniške deklaracije. Smo vedno odprti za sodelovanje, za koalicije, nobenih ideoloških pogojev ne postavljamo, kadar zmagajo podpisniki temeljne listine, je ekskluzivizem prva beseda, nobenih partnerstv, nobenega usklajevanja in seveda tudi nobene kritike v tej smeri strani večinskih medijev. Hvala.